Lepo pozdravljeni v novem videu. Tukaj vam bom samo na kratko pokazal, kako napreduje tale naša bazilika. Pa kodrolistnati ohrovt. Evo. Dobro izgleda. Potem imamo tukaj špinačo. Tukaj je blitva. Potem imamo pak čoj. To je zelo velik. In pa paradižnik češnjevec. Evo jih. Kako to lepo raste. Kaj rečete vi? Napišite v komentar, a vam je ta zadeva všeč. Kako vi to počnete. Evo. Takole, tukaj imamo še nekaj uskaljene špinače, katere bomo po klasični poti dali lepo v zemljo. Zelo lepo sklila. Pokažem, evo. Zelo lepo sklito. Takole. Takole, medtem ko jaz sedim tole špinačo v zemljo, se vi seveda lahko brezplačno naročite na moj YouTube kanal. Všečkate video, seveda pogledajte ga do konca, s tem me boste zelo, zelo, zelo podprli. Delite ga s prijatelji in pa, kaj ne rečem, naj vam uspeva, kakor se le da, ne. Torej, če boste kopirali tele moje postopke, sem prepričan, da boste zelo, zelo uspešni kot jaz. Kaj ne rečem, želim vam res, res veliko uspeha, da se ne bom toliko ponavljal. Pa kaj ne rečem, uživajte v vrtnarstvu. Tole bo še nekaj časa trajalo, da jaz tole vse posadim noter. Si kar poglejmo. Seveda gre v realnem času to zelo počasneje, veliko počasneje. Evo, mislim, že na koncu. Takole. In gre pod lučko. Evo, kot vidite, tukaj še nekaj vzklitih paprik. Jaz zadnji cajt, da jih dam v zemljo. Jih bom dal kar en manjši lonček, to je tale. In jih bom kar dal čez 10 ali pa še več noter. In potem, ko bodo zrasle, jih bom presadil v večje posode. Se pravi, jih potem presadim, čeprav ne marajo nekaj dosti presajanja paprike. Ampak naše so vsega hudega že navajene. Tako da je tudi tale bila nekoč vzgojena pri nas. Torej ta semena smo sami vzgojili. In bom kar takole naštepal noter čim več. Potem pa jih presadim, ko bo čas za to. Škoda mi je, da jih stran vržem, a ne. Mogoče bo še kakšno v rezervi ostala. Tega ni nikoli preveč, kar se mene tiče. Tako. Evo, medtem ko jaz sadim paprike, se vi lahko brezplačno naročite na moj YouTube kanal, všečkate video, ga delite s prijatelji in to je to. Srečno. Hvala. Takole, evo, zdaj bomo pa še posejali seme pora. Volovskega srca, torej volovsko srce, paradižnik, volovsko srce in pa solata. Mislim, da je kristalka, tako je, ja, kristalka je. Da
rabimo. Spravi obvez, da moramo prej naložiti tele krpe papirnate, da bo primerno okolje za ta semena, se pravi rabijo vlago, da se odpro oziroma usklejejo. Pa si kar pogledamo solato. Solato ne bom pretiraval, ker je tega hitro dovolj, pa je rajš večkrat potem še poseje. Pri meni je zelenjava ima tako, bom rekel, tako jo uporabljam, da samo zunanje liste trgam. Evo, por. Je odrežem celo glavo, ampak samo zunanje liste obtrgujete in v bistvu tako solato lahko trgate 6 tednov. Če pa odrežete, pa nimate več, pa morate imeti spet novo sadiko. Pravi pora, lahko damo kar nekaj. Takole nekako. Več ga ne rabimo. Takole. Vsa semena morate potem dobro pospraviti v nepredušno posodo, oziroma da se čim manj vlage naberejo. Torej, da ne pride v stik z vlago semena. Tukaj imamo pa še paradižnično lovsko srce. Tega bomo dali pa kar precej. Pa spet ne vse. Ker od tega potem hitro dosti rata, ne? Tako enih 50-100 komadov po moje. Tako, evo, zdaj je tole nameščeno. Postavimo na toplo. Potem imamo por. Por in pa volovsko srce. Počakamo lepo, da vzklije in potem preselimo, kot ste že zdaj videli, kako to poteka. V prejšnjih ali pa zdajšnjem videu. Torej, kako potaknete potem ta skaljena semena lepo v zemljo in veselo rastejo. Želim vam veliko uspeha pri vrtnarjenju doma. Probajte se poigrati, čim več sami probajte ustvariti, čim manj kupujte in boste zelo nagrajeni na koncu. Tako da vam želim vse dobro, če pa vas kaj zanima, povprašajte v komentarju, lepo prosim.